Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ivan Radan je nedolžen. Zdravnik, ki mu je tožilstvo več kot 3 leta najprej očitalo umor 6, na koncu pa samo še uboj 4 pacientov, tega po mnenju slovenskega sodišča ni storil. Sicer pa, kot veste, za slovenska sodišča je nedolžen tudi Zoran Janković. Zato me ne bi presenetilo, če bomo na koncu morda še izvedeli, da je bila tudi Milojka Kolar Celarc odlična ministrica za zdravje. Kdo ve? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentarji še bolj. Danes bomo za vas komentirali fatalke ali radodajke, ženske na vodilnih položajih, kaj je za njih značilno in kako so tja prišle. Ženske v politiki in top biznisu v Sloveniji so redke. Ali so preredke in kako so tja, kjer so sploh prišle, oziroma ali so prišle ta prave, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, ki ste jo za kratek hip že videli na ekranu, tako da zdaj pozdravljam v oddaji magistra Romana Vodeba in magistra Sebastiana Eretiča. Lep pozdrav. Evo, oba toplo pozdravljena. Fanta, imamo tako udarno temo danes, tako da predlagam, da gremo kar k bistvu. Najprej predlagam, da si pogledamo za nekatere presenetljiv, za druge spet ne, ponedeljkov jutranji tweet naše komisarke magistre Violete Bulc. Takole je zapisala: spoštovani predsednik, imate pa res pogum, da se hvaliti, to se je verjetno zatipkala, z nedokončanimi projekti. Gre se pa za arbitražni sporazum. Evo, prvo vprašanje za vaju, Roman, Sebastian. Kaj hudiča je z žensko narobe, da gre kot komisarka tweetati, da naš predsednik države v ultimativnem sporu s Hrvaško nima prav? Jaz bi se vprašal, katerega moškega v ozadju je ona poslušala. Ja. Ker Violeta Bulc je vstopila v politiko skozi neka stranska vrata, ne? Ni se profilirala skozi volilno telo, ampak je nekdo nastavil. Ne? Bila je dovolj dobra in zdaj bi rekel, ne smeti tam. Dobra, vprosti Roman, dobra zakaj? V kakšnem smislu dobro? Ja. Ja, jaz bom rekel... Rekel si, da je bila dovolj dobra. V čem je bila dobra? Dovolj dobra, ker ni bila slaba, ker recimo tolo Bratuškovo so pa nagnali. Ti misliš na hearingu? Okay, ja, recimo, ne, znašla se je, ni butasta, se pravi, ima kapaciteto neko intelektualno, čeprav vem, da v nekem verjetju se je pa zelo zaštrikala. Ona v ene čudne koncepte verjame. Ne? Ja, po žerjavici ba je hodi, ne? To je že v redu, ampak še ene neumnosti si je privoščila, pa je ni nič škodilo. Se pravi, ona se je tam usosila v tisto evropsko srednjo in tam si lahko marsikaj privošči, ampak jaz mislim, da tele zadeve niso čist na njenem zelniku zrastle. Ja. Tako da za nekimi epohalnimi odločitvami žensk vedno stojijo moški. Ampak zdaj nas malo firbec smatra, ne? Kire stvari si je to ona prvošla, pa je niso škodile? Ja, jaz bi rekel, tale tweet, ženska načeloma nima jajc, da bi kar tweetnila. Okay. Ženske so ubogljive, rabijo gospodarja in ko en gospodar nekaj namigne, ona slepo v Boga, ker je tudi konec koncev v dolžniškem odnosu. To, da je ona gor prišla, to ni njena, bi rekel, zasluga. Ne? To se ima nekomu za zahvaliti. In ta dolžniški odnos je potem večen in potem ta nekdo ali pa tam strici iz ozadja nekaj prišepnejo in ona mora ubogati. Sluti, kaj mora reči in potem tweetne od tako neumnost, ki je tudi tukaj tweetila. To ni prav pohvalno. Kdo misliš, Sebastian, da je prišepno naj to tweetne, če je kdo prišepno? Če lahko najprej povem, meni se zdi ta uvodni okvir seveda lahko tudi zelo žaljiv do številnih sposobnih žensk, ki so prišle na položaj zaradi svojih kvalitet. Jaz sem vesel, da imamo v Sloveniji kulturo spoštovanja do žensk, da smo v številnih parametrih celo svetovni prvaki. Nekako po enakosti med spoloma. Tudi recimo po količini ur na teden, ki jih moški porabimo za gospodinjsko opravilo. Smo absolutni prvaki v enakosti, tudi nekako med plačami za enak položaj in podobno. In mislim, da je pomembno ohraniti nekako to spoštovanje v naši kulturi. Tako da je jasno, torej, da je ta uvodni okvir bolj oznaka za neke deviacije, ki se lahko zgodijo tudi v politiki. Ne? Jaz v tem primeru mislim, da je bila to njena odločitev, ki je čisto politična. Verjamem, da se pripravlja na prihodnje evropske volitve, ker je verjetno
nastop na evropskih volitvah najbolj naravno nadaljevanje njene politične poti, če jo želi nadaljevati. Težko verjamem, da bi brez tega, recimo brez nekega velikega uspeha na evropskih volitvah lahko dobila še en mandat komisarke. Slovenska vlada je že sestavljena, tako da tukaj tudi ni nekega prostora več in mislim, da je šlo bolj za neko politično dejanje. Zdaj, kdo je ga svetoval, je seveda drugo vprašanje. Mislim, da je bilo pogumno in iskreno in dejansko tudi upravičeno. Če tako pogledamo, je pa res nenavadno, da slovenska predstavnica v Evropski komisiji, dajmo reči, kritizira predsednika lastne države, ampak v slovenski politiki smo vajeni, da ni nekih, dajmo reči, tradicionalnih norm in običajev politične kulture in se seveda dogajajo lahko tudi take zadeve. No, sej, ker do zdaj se je v bistvu nje učitelj, da v zvezi s tem ni storila dovolj, ne? Posebej zaradi tega mnenja pač pravne ki ga ni poiskala, čeprav je rekla, da je slišala zanj, ne, in potem ga recimo ni zahtevala, ker bi kakšen malo bolj dajmo reči, politično angažiran komisar zagotovo storil za svojo državo. Roman, zakaj se je po tvoje Violeta spravila na Pahorja ravno? Ti si pač rekel, da je nekdo prešepno, ok, ampak recimo, a je tle pomembno, da je ravno Borut Pahor pač objekt te kritike? Je važno, kdo je v tem primeru predsednik republike, ali je to vseeno? Jaz bom rekel, da tukaj je malo zgrešila. Pahorja se kritizira takrat, ko je čas. Predvoljivna kampanja je bila čas za kritiko Pahorja, ampak zdaj pa en politik, komisar, pa mora stopiti na stran svojega predsednika. To je, rekel, politično korektno, moralno prav. Violeta Bulc nima tega, rekel, politično izostrenega kompasa. Uslišala je neko prešepetovanje nekoga ponesrečeno. Ona bi morala vključiti neko svojo pamet. Vprašanje, kako ima skalibrirano zdaj to pamet. Jaz mislim, da na tak način se Pahorja ne more blatiti oziroma poniževati s takim tweetom. Ja. Zdaj, če gremo mogoče naprej od Violete Bulc, pa gremo na magistro Alenko Bratušek. Ne? Ona je bila prva predsednica vlade v zgodovini Slovenije. Ne? To je pač ena fotografija, za katero pač nekateri pravijo, da se vidijo tudi številni njeni atributi, ampak takole bi vaju vprašal. Ne? Alenka Bratušek, ko je bila predsednica vlade, je bila deležna dost žaljive obravnave strani javnosti, ne? So jo učitelj, da je šivilja in tako naprej. Zakaj po vajenem mnenju? A je to bil refleks, ker je bila prva predsednica vlade, ali si je zaslužila tako obravnavo? No, če bi jaz smel reči, jaz bi rekel, da je imela jajca, kar je spoštovanja vredno. Ne? Jaz sem spraševal tele moje rudarje, ko so stavkali, so se klanjali. Roman, prej si rekel, da ženske načeloma nimajo jajc. Zdaj si že pri Violeti rekel, da ima jajca, pa pri Alenki, to mi je zdaj že malo čudno. Kakor ktira, ne? Te političarke jim tako z mandati pa stažem in te jajce kar zrastejo. Ne? Greben dobijo, bi se reklo, v moški politiki. Ne? Petelinke ratajo, prej so bile mogoče pa kar kure. Zdaj so pa petelinke in Alenka Bratušek, recimo šla v času stavke v Trboveljskem rudniku med rudarje v rudnik. To je spoštovanja vredno dejanje. Mislim, ženska ima res jajca. Zdaj, če te prav razumem, je ona polsko artist petelin iz unga Balaševičevega komada, ali kako? Se pravi, res ta prav petelin. Ja, jaz takim ženskam načeloma rečem moškinje. Ne? Ampak ne zato, ker bi jih žalil, ampak zato, ker želim povedati, da imajo ženske v svojem psihičnem dispozicijskem stanju tudi zgledovanje po moških. Ampak kaj je recimo, oprosti Roman, kaj je korelacija med žensko, uspešno političarko in čim? Kaj je tisto, kar je najbolj zdaj me vleče za jezik. Jaz sem že to parkrat rekel, ampak ne govorim zdaj to o Bratuškovi, ampak načeloma. Uspešne ženske v politiki, v gospodarstvu, nažalost, velika korelacija je s količino sperme, ki jo konzumirajo od moških, to ne od svojega moža. Resno. In to je moja teza, ki sem jo 10 let nazaj že skušal uveljaviti, ampak se te feministke niso dale. In to je krivično do tistih sposobnih žensk, ki pa nočejo poklekniti, nočejo biti seksualne dolžnice za usluge. Ne? Se pravi, obstaja tudi res sposobne ženske, ki nikamor ne pridejo, ker niso seksualno pristale na dolžniški odnos. Sebastian, kaj nam zdaj to pove v slovenskem političnem sistemu ali pa sistemu pač selekcije, če ženska more, tako kot pravi Roman, po kolenih pride do položaja, drugače do njega ne more?
Jaz mislim, da je to bolj fama kot realnost, kar poznam slovensko politiko. Ne. Tudi kar se tiče Alenke Bratušek. Alenka Bratušek je bila izjemno sposobna že na samem ministrstvu za finance in šele potem, ko je postala recimo predsednica vlade, so se začele govorice o tem, kaj vse je počela že na ministrstvu. Ne. Predtem, ko je bila... to sem vprašal, če je ta njena funkcija sprožila to v bistvu stampede. Jaz mislim, da je ta funkcija sprožila tudi vse ostale govorice. Dajmo reči, tudi najlažje je seveda kritizirati žensko, če ni nekih argumentov s takimi nekimi mačističnimi, kot se je njej očitalo recimo od tistih kril z leopardjo kožo in vzorci in podobnimi zadevami. Jaz moram priznati, tudi sam sem bil dokaj kritičen in včasih mogoče tudi nesramen do nje takrat, ker je dejansko v nekih potezah delovala malo proti interesom Kopra. Ampak v vsakem primeru jaz se tukaj strinjam z Romanom glede njenih sposobnosti in dajmo reči metaforično, da ima jajce. Najprej jih je pokazala, ko je sploh kandidirala za predsednico vlade. Vemo, da je to bilo potem, ko je kar nekaj moških zavrnilo možnost, da bi takrat z konstruktivno nezaupnico zamenjali Janeza Janšo. Precej poguma je pokazala tudi z sploh političnim preživetjem, s tem, da se je rekla ne Zoranu Jankoviću, bodimo konkretni. Celo okrepila, ne? Ja, to, da je rekla ne Zoranu Jankoviću, bodimo konkretni. V slovenski politiki ni veliko ljudi, ki so sposobni to narediti. Ne? Tako, in veliko avtonomnih potez je tukaj povlekla. Mogoče je pa zdaj čas, da se mogoče malo umiri. No. Jaz mislim, da je zadnje čase še vedno deluje preveč jezno, kot da bi bila še vedno v volilni kampanji. To zna tudi negativno vplivati na odnos ostalih do nje. V končni fazi je v tej vladi ena najbolj izkušenih, ne samo, da je že bila predsednica vlade, je bil tudi Miro Cerar, bila je tudi opozicijska poslanka, bila je predtem dolga leta skrbnica proračuna. V primerjavi s predsednikom vlade je reaktivc. Bi jo znalo malo povleči, mogoče tudi v poteze, ki bi jih drugi označili za arogantne, nasilne, nekako znotraj koalicije in lahko veliko tvega z nadaljevanjem recimo te jeze, ki jo je kazala v predvolilni kampanji in z njo nadaljuje tudi zdaj, ko je že uspela. Ona zdaj ne potrebuje več takega odnosa, lahko bi se, bom rekel, malček umirila, malo več prijaznosti tudi pokazala in mislim, da ji bo to bolj koristilo v prihodnje kot nadaljevanje, dajmo reči, te energičnosti ali pa kakorkoli bi temu rekli. Vsekakor pa mislim, da je zagotovo sposobna, ima znanje in izkušnje, ki bodo pomagale na enem najtežjih resorjev v tem mandatu. Ja, Romana, se ženska lahko sploh v politiki slovenski ali pa kjerikoli politiki konec koncev obnašati, kot pravi Sebastian, ali se mora obnašati, kot ti praviš v narekovajih moškinja, kot nekdo, ki ima jajca? A je ženska v politiki na vodilnih položajih lahko ženska? Ne, moja teza je, da izgubi feminilnost, ženskost. Ne. Ženska je lahko, če jo situacija za to pripravi, zelo podobna moškim. Ne. V politiki ni več potem kura, ampak je petelinka. Ker ima neke obrambne mehanizme, v oedipalni fazi se pač zgodi tista kastracija, tam je nek zametek zavidanja penisa in potem pride do zgledovanja po moških. In v politiki ženstvena ženska ne more uspeti. Razen po ovinkih lahko doseže ravno tako, da moškega omreži in moški v imenu nje nekaj doseže. Ampak sama pa ne more riniti, ker njene genitalije niso rinjajoče. In te slovenske petelinke potem pa probajo riniti. Ampak sej se da, ne? Ampak problem žensk v politiki je, da nimajo moralne razsodnosti, na tak način skalibrirane kot moški. To jaz očitam ženskam in te ženske spolne kvote v politiki, to je zame en velik absurd. Jaz si želim žensk v politiki, ampak tiste, ki so sposobne, ne pa da skozi kvote na stranska vrata vstopijo v politiki in delajo tam neko zdraho oziroma so glasovalni stroj in po diktatu dvigujejo roko, ubogajo pa alfa samce, ubogajo peteline in si še kaj, bi rekel, kakšno korist prigarajo pod narekovajih. Tako da zame ženska ne sodi ravno v politiki skozi kvote. Kam zdaj sodita po tvoje Alenka Bratušek in Violeta Bulc? Sta ona dve skozi kvote not prišle ali po sposobnosti? Ja, jaz bi rekel, da so
te dve pa mogoče pa res ko sposobnosti prišle, oziroma za Violeto Bulc ne vem, kaj je v ozadju. Alenka Bratušek je pa z nekimi dejanji imela takrat odločen ne Jankoviču in od takrat recimo sem jo zelo spoštoval, tudi tam ena Tamara Vonta je na podoben način bila udarna in to je hvale vredno. Jaz spoštujem take ženske, ampak v resnici pa jaz spoštujem pa tudi tiste ženske, ki jih sploh ne vlečejo v politiko. Jaz bom rekel, normalna ženska, tudi pod razno ne pristaja, da bi šla v politiko. Ne? Tiste, ki pa imajo neko specifiko v psihi, te pa kar malo vlečejo v politiko in to je napaka. Sebastian, to so kar hude besede za najo, ki sva moška feminista, ne? Ampak boš odgovoril po oglasih, ko se vrnemo in nadaljujemo s komentiranjem žensk s kariero. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Roman Vodeb in Sebastian Jeretič, pogovarjamo pa se o ženskah s kariero. Sebastian, se ti strinjaš s to Romanovo tezo, da je problem slovenske politike, da imamo poženščene moške na vodilnih položajih in možate ženske? Problem je, da imamo vse manj kvalitetne politike, zato ker jih prehitro menjamo. Ker se morajo tudi politiki seveda zoreti, kot vse ostalo na tem svetu. Kot pršut recimo ali pa sir. Ja. No, jaz vsekakor zagovarjam pluralno družbo in mislim, kot sem rekel že prej, da je pravilno, da tudi politika odseva raznolikost. Je pa res, da so seveda različne logike, moška in ženska logika. Mislim, da je fajn, da se tudi v politiki soočijo, pri čemer politika ni samo to, kar se vidi v medijih, ampak seveda predvsem dogajanje nekako v ozadju. Mogoče, če že izpostavim eno, dajmo reči, razliko, ki pa je pomembna, ne? Moški se lahko sklofamo, stolčemo, se skregamo na smrt na neki zadevi in potem drug dan ali pa mogoče še isti dan gremo na pivo in pozabimo. Ko je tekme konc, nič iz naše podzavesti, bom rekel, nam ne rine, ko se pogovarjamo z njimi, dejansko pozabimo neke stare spore, včasih postaneš najboljši prijatelj ravno s tistim, s katerim si se sprl. Večkrat pa opažam, da recimo pri ženskah je pa malo drugače. Ko se z nekom sprejo, ko nekomu recimo zamerijo, je nemogoče in tudi dopovedati, da v nekem naslednjem političnem momentu je pa dobro skleniti zavezništvo s tem. Čeprav je umazana svinja, ki je pred enim letom recimo bil zelo negativen, ampak se politika pač nekako spreminja. Ampak v vsakem primeru tudi tiste ženske, ki sem jih spoznal, ki so prišle v politiko, so prišle zato, ker so želele biti družbeno aktivne, sodelovati, vplivati na neke zadeve. Nekatere so prišle zato, ker se jih je pa povabilo samo zaradi kvote. In tle je dejansko vprašanje spolnih kvot v politiki, kakšni so plusi, kakšni so minusi, ker se ponavadi dejansko iščejo kandidatke samo zato, da se zadosti kvotam. Na parlamentarnih volitvah se jih potem daje v neke brezvezne okraje, kjer seveda nimajo niti nobenih možnosti, na lokalnih je drugače, ker morajo biti nekako liste uravnotežene, ampak v vsakem primeru kvote verjetno niso ravno najboljše orodje za uvajanje ženskega principa v politiko, temu reči, ali pa vsaj sobivanje moškega in ženskega principa nekako v politiki. Ok, Roman, ti si napisal tudi eno komedijo za odrasle, ki se zdaj uprizarja po Sloveniji, Razočarana gospodinja pri seksologu, pa te bom zdaj takole vprašal. Katarina Kresal, bivša predsednica LDS-a, notranja ministrica, če si recimo predstavljaš, da je ona tista, ki je pri seksologu, se pravi na neki terapiji, imamo tudi fotografijo Katarine Kresal, ki jo bomo zdaj pokazali, da boste videli, o čem v bistvu govorimo, ali pa mogoče ne bomo, čak da vidimo, imamo. Skratka, to je fotografija, ki jo ona sama objavlja. Zdaj, kaj ta fotografija recimo tebi kot terapeutu Roman sporoča, če bi Katarina Kresal prišla k tebi recimo na svetovanje, kaj bi povedal? Jaz bi rekel, da ima izrazito željo po organu, ki njej na telesu manjka. Sam to je pozicionirana fotografska slika, ki ni
naključno ujeta. Ne? Ja. Problem žensk v politiki je njihov sadizem, problem žensk je njihovo moralno razsojanje, problem žensk je, da ne znajo vleči prave poteze, problem žensk je, da ubogajo napačne moške. Jaz sem celo ravno v tej drugi predstavi, to je druga predstava, omenjal nekajkrat, jaz improviziram na odru, da če ženske ne bi imele volilno pravico, bi briljirali čisto drugi politiki, bistveno bolj sposobni. Zdaj pa briljirajo patološki narcisi in to so krive tiste ženske, da ne rečem kure, ki volijo te politike. Se pravi, ti hočeš reči, da smo mi trije v TV oddaji na mestu politiki, zato ker imajo ženske volilno pravico in volijo napačne moške? Ali kako? Torej, jaz nikakor ne bi prišel, če imajo vsi volilno pravico, med kandidate. Ne? Bi se pa dobro znašel v politiki, ampak bi bil neukrotljiv. Pravih moških v politiku tako rekoč ni. Tiste ženske pa so, pa včasih celo zasenčijo te slabe moške politike. Problem politike so slabi moški politike. Te kvote bi pa jaz ukinil. Se tudi na lokalni ravni, to je užas, porazno, kaj se te ženske grejo, ampak tudi na nekih gospodarskih položajih so tam neke ženske, pa direktorce zavodov, centrov za socialno delo, to je katastrofa. Roman, ti sam poveš, da imaš zelo rad ženske, mislim, da imaš, kako že rečeš, ti temu Venero imaš v levo. V levo, jaz sem levo, Venero v levo. Ampak ne bi bila pol dolgocajtna politika, če bi sami deci bili v politiki. Mislim, to bi bilo brez veze. Družba bi prosperirala, tako pa družba ne more prosperirati, ker imamo slabe politike, slabo odločene, ne morejo se zmeniti politiki. Včasih, bom rekel, Johana Sigurdardottirjeva, tam je bila neka mandatarka oziroma premijerka islandske vlade, ona je pa pošlihtala te patološke narcise, ampak je število zaporov je naraslo. Saj malo sadizma je bilo tukaj, ampak država je pa pošlihtala in to ženska. Seveda je bila lezbika, se je ločila od svojega moža in se poročila žensko. Mi ne moramo zdaj normalno ženske kalibrirati po političarkih. Normalne ženske so tiste, ki uživajo v materinstvu, ki uživajo doma. Recimo Slovenka leta bi mogla biti že zdavnaj Julija Prevc. To je mama teh prevcev. Ne pa, da so tam neke moškinje, ki tam hudiču bila je pa recimo Katarina Kresal, Slovenka leta. Sebastian, ona je v bistvu njen vzpon političen je bil pred vzponom Alenke Bratušek, je bila tudi deležna zelo take, bi rekel, kar ostre obravnave, tudi en vzdevek so ji pripopali, pasja, princesa. Kako ti to komentiraš? Vidiš kakšne vzporednice tukaj med kariero Katarine Kresal in Alenke Bratušek pa njuno obravnavo v javnosti ali ne? No, razlika je sicer velika. Najprej jaz Katarino dobro poznam, jo izjemno cenim, mislim, da je bila zelo dobra v politiki in da je bila tista afera, zaradi katere so jo, dajmo reči, odstranili iz vlade, zgrešena in da bi Katarina bila še vedno dobrodošla v slovenski politiki in mislim, da zelo koristna, ker je tudi kot ministrica dobro delovala. Ona je prišla na drugačen način politiko. Ona je dejansko bila lansirana naenkrat v stranki, ki je bila seveda v globoki krizi po tistem popolnem razpadu, ko je dejansko zazevala praznina zaradi pomankanja Janeza Drnovška in se je stranka raztrešila in je nekako ozadje v njej poiskalo neko možnost, predvsem mislim, da marketinškega uspeha in mislim, da so celo podcenili tudi njeno avtonomijo, ki jo je potem v politiki kazala, ker so številni verjetno misli, da bodo lažje z njo obračali. Tudi ona je bila seveda deležna mačističnih kritik, zaradi tega, ker je luštna, ker se zna lepo obleči, ker se tudi rada lepo obleče in ki je mogoče za razliko od nekaterih drugih žensk v politiki ohranila to feminilnost. Ampak ta feminilnost je bila bolj v izgledu, mislim, da v njenih dejanjih je bila kar odločna in jasna. Ti praviš, da je bila navidezna feminilnost, navidezno je delovala feminilno, ona je bila zelo ostra, zelo falična. Tista materinskost je njej manjkala, ker pač nima otrok. Tudi kakšnih prevozov z zasebnim letalom, ki je v Milano, v neke butike si ne bi smela privoščiti, glede na to, da je bila v levi stranki. Pa tole bom poudaril. Definitivno ni imela nič z bulmastifi. To bi rad poudaril, ker sem svoj čas zelo proučeval, pa tako bom rekel, prepozno je prišla v LDS, ker svojo to nežno ostrino... Se ona ni imela, kaj pa pač partner njen? Tudi Miro Sinica je dober odvetnik. Vsak odvetnik bi dosegel, da se bulmastifi ne usmrtijo, ampak da se oglobi gospodarja.
vsi niso krivi. Ampak za Katarino Kresal bi rekel, da je svojo lepoto, ne, ona je dobra mrha, ne, bi konsolidirala LDS, če bi prišla 2-3 leta prej. Ti petelini bi obmolknili, ker potem, ko pituje Eva Irgl, bi rekel, neutralizirala tiste peteline na desni, ne, sej svoje naredi Janša, ampak tista ženska, ki tja pride, ohromi moški in so krotki. In po modelu, bi rekel, SDS-a, pa Eve Irgl, je LDS poskušal najti žensko, ki bo umirila ta notranji testosteron. In prišla je prepozno in jaz sem nekajkrat rekel, da jo pogrešam oziroma da je bila zelo dobra političarka. Zato jo desnica ne mara. Ampak zdaj, da tako vprašam, ne, ko so lansirali, kot ti praviš, Sebastian, Katarino Kresal, so lansirali pod nekim sloganom, da je Virgo intakta. Ne? A je bila ona Virgo intakta oziroma ti lahko sploh kot Virgo intakta preživiš v politiki, recimo, posebej kot ženska? No, se mogoče bil problem ravno to, da je bila politično, da jim reč, nekako nedolžna, ker se predtem nikoli ni ukvarjala. In to je mogoče tudi, kar smo opazili zadnjih 10 let, ne, te hitro lansirani politiki zelo hitro lahko tudi strmoglavijo. Ne. Tudi politika je tako kot vsako drugo področje. Človek se mora razvijati, iti po neki poti od lokalne ali pa mladinske ali pa take ali drugačne politike do parlamentarne, vladne, mogoče mednarodne in tako naprej. In dejansko je to tudi ne samo zaradi izkušenj, ki jih na ta način pridobiš, ampak tudi zaradi odnosov oziroma omrežja odnosov v samem političnem prostoru. Ne? Če pride nekdo, ki nima te kilometrine odnosov z drugimi politiki, ki recimo ni ne vem, ali na strankarskih ali na medstrankarskih dogodkih v mladih letih skupaj pil, žural, se kregal ali pa iskal neke skupne projekte, bo seveda tudi v prvem momentu krize nekako ostal sam. In tako je tudi ona takrat na koncu ostala sama. Vsi tista velika imena nekdanjega LDS-a so se razpršila seveda drugod, hitro poiskala neko bolj varno zavetje, ona je pa ostala zvesta stranki, čeprav je imela najmanj razlogov, da bi ostala zvesta stranki do konca, ne, in je, bom rekel, dostojanstveno zaključila z njo. Ne. Vsekakor je ta, dajmo reči, politična nedotaknjenost, s katero je bila prehitro lansirana, previsoko, se kasneje izkazala za, dajmo reči, za njeno šibko točko, ne? Da ni imela dovolj zavezništev, ki bi jo ohranili v političnem prostoru. Skratka, ti praviš, da so se deci razbežali kot kure, v bistvu takrat, ko bi mogli ostati ob strani. Ja. Ampak zdaj, Roman, ti si omenil še Evo Irgl, tudi njo smo hoteli danes, pač o njej smo hoteli govoriti o daji, no? Se pravi, Eva Irgl, dolgoletna poslanka SDS-a in tudi predsednica te komisije za peticije enake možnosti in človekove pravice. Ne? To je recimo fotografija, ki jo sama objavlja na svojem Facebook profilu ob zapisu o tem, da so obravnavali letno poročilo Varuha, mislim, da o kršitvah človekovih pravic. Roman, kaj nam zdaj ta fotografija Eve Irgl sporoča ob tej novici, da so obravnavali na seji njene komisije letno poročilo o kršitvah človekovih pravic? Bi rekel, da fotografija nič ne sporoča, ona je lepa, fotogenična in človek, ko to gleda, se kar malo razneži. In v Ameriki dolgo časa že vedo, da lepi obrazi marsikaj dosežejo pri volivcih. Ona, mislim, da je gimnazijka, ne? Jaz sem vam rekel, ne blesti ravno po nekem znanju ali pa po pameti, ampak je skalibrirana v, bi rekel, rutinsko dobro političarko. Ampak ona ni v bistvu pol to, kar ti praviš, moškinja, ne? Pri njej ta moški princip ni toliko, ne pride do izraza, ali je to bolj v zadju, ali kako je s tem? Zdaj, ona je sama sebi všeč, ko je odločna, ko je poslovna, ko je političarka, ne? Če se sama sebi začne dopasti, potem lahko briljira v pač svoji vlogi političarke, ampak njena osnovna psiha je zelo feminilna, ker vem, par simptomov sem, recimo,
probal profilirati in ona je ženstvena ženska. Recimo ena Jelka Godec je pa zelo možata ženska, ampak odlična političarka. In levica in desnica imajo podobne ženske. Ampak zakaj recimo Evi Irgl uspel s to feminilnostjo v politiki, se pravi, je pač že dolga leta poslanka, vedno znova je brez problemov izvoljena, v prejšnjih ženskah si pa rekel, da so kakšni drugi principi bili tisti, ki so jim pomagali do uspešne kariere politike. Jaz bi rekel, zdaj v zadnje jaz ne poznam, ampak tukaj mora imeti eno oslombo, naslanja se na pač svojega političnega vodjo, on jo podpira in ona z lahkotro na vsakih volitvah pride not, tudi klamfene serije, se pravi, ona nima zdrsov. Zdaj, te leve stranke, to pa sploh ni neke konstantne stranke, razen SD, ne? Tam se pa tudi neki menjavajo, neke prišepetovalce imajo in potem se lovijo okrog teh žensk. Jaz moram reči, že tudi Majda Potrat ali pa Breda Pečan so bile zelo zgledne političarke. Recimo, kar pa ne moram reči za kakšno Anjo Kopač Mrak, ki sploh ni prišla v parlament, ker je dela prehude zdrse, ker ni pravih potez vlekla kot ministrica in narod, volilno telo to opazi. Mogoče bi eno stvar, zato ker vidim tamle tvite, vsi se neki name spravljajo. Pač občudujete. Prav, da se njegova žena ne strinja s tabo, drug prav, da te občuduje, če te doma čaka ženska. Partnerka, mati mojih 2 otrok me čaka doma. Pa tudi moje 2 otroka me čakata doma. Mogoče celo gledata. Jaz bi rekel, da te ženske političarke, ko grejo v politiko, nimajo več sex life-a. One so nepreskrbljene, se pravi, moški si jih ne želijo. Čakaj, se ti to zdaj malo ponujaš, da boš zapolnil to praznino? Ali sam to jaz govorim o simbolni kastraciji, ki jo doživi moški, če vidi žensko na vodilnem položaju. Tudi doma seks ne laufa. Te petelinke s svojimi moži nimajo harmoničnega seksa, zato ker imajo preveč falično pozicijo v politiki, ali pa če so direktorce, to ne vidijo organ po par let, ker hodijo k meni na konzultacije. Ja, Sebastian, če lahko v eni minuti, preden gremo na druge oglase, a je Eva Irgl material za to, da bi recimo tudi dosegla neko tako kariero v politiki, kot recimo Alenka Bratušek, Katarina Kresal in tako naprej? Je ona lahko ta neka desna ženska alternativa? To bo sicer pokazal čas, no? Ampak v prejšnji sezoni Faktorja sem imel privilegij, da sem bil skupaj z njo komentator takrat, če se spomniš, in takrat sem mi povedal, da je bil velik uspeh, da je premagala tisto stigmo, da je samo lepotica, ker ona je jasno v politiko vstopila kot lepotica, z leti si je pa zgradila tudi imidž političarke, ki na svojem področju, ki svojo recimo tudi komisijo v parlamentu zelo odločno in politično močno vodi. Ne? Tako da, dajmo reči, zagotovo je najprej vstopila v politiko zaradi lepote, ampak je znala narediti tudi korak naprej in si ustvariti nek politični imidž mimo tega. Prav. Predlagam, da si vzamemo še en majhen premor, ampak ne odhajajte, se vrnemo po oglasih, ko bomo s komentatorjema podali zaključne misli. Malo sem začinil. Ja, stari, ti si kot dizel mašina. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Sebastian, zadnje vprašanje zate. Zdaj se vračaš domov v ženi s svojim 3 otrokom. Pričakuješ, da bo današnji večer kaj posebnega? Ne, mislim, najprej zagovarjal sem vsebino, v katero verjamem, torej v spoštovanje, in tudi nobena oddaja ne bi mogla pokvariti tega, da imava super trden odnos, tako da tudi če bi rekel karkoli takega, kar ji ne bi bilo všeč, to ne bi vplivalo na ta odnos. No. Evo, to je pa lepo slišati, ne, Roman? Roman, tebi bi pa vprašal, ta tvoja predstava me zdaj zelo zanima, si jo moram v kratkem pogledati, ampak glavna junakinja, kako je ime v predstavi? Liza Kurz, potrebuješ. Aha, in pride k tebi, ti si pa terapeut, ne? Ja, svetovalec terapeut in tam lahko, ker tam pa je svoboda govora, zavita v satiro, tam pa lahko veliko tega, kar ne smeje v eter, lahko povem in je zelo poučno, zelo polno, dvorane so razprodane, se grejo tudi ven, recimo feministke grejo ven, pa tudi kakra Hvaljen Jezus partija gre ven, ampak jaz eno poslanstvo pa opravljam na gledališkem odru.
Prav, magister Sebastian Jeretič, magister Roman Vodeb, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Drage gledalke, spoštovani gledalci, to je bila šovinistična 194. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo komentirali županski bitki v Ljubljani, De in Mariboru Čuj. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.